50 let po zgodovinskem srečanju patriarha Atenagore in papeža Pavla VI. Sta se v Jeruzalemu sestala njuna naslednika, papež Frančišek in patriarh Bartolomej I. Izmenjala sta si apostolski poljub, podpisala skupno izjavo o nadaljnjem prizadevanju za edinost in v baziliki Božjega groba molila, da bi bili vsi eno. The holy places are the common refuge of humanity. Sveti kraji so pogosto zatočišče človeštva in izžarevajo pravo luč, so svetilniki miru, duhovna osvežitev za vse. Sledilo je ekumensko bogoslužje, molitev za edinost kristijanov, kakor je želel Jezus Kristus pri zadnji večerji, da bi bili vsi eno. Bogoslužje je bilo naravnano v prošnjo za rast v edinosti, da bi se združili brez bremen preteklosti, pa tudi v prošnjo za mir v svetu, še zlasti v sveti deželi. Med bogoslužjem so se vrstili napevi, molitve in odlomki iz evangelijev v grščini, aramejščini, latinščini in arabščini. Bodite prepričani, vsi vi, ki ste križani v tem življenju, da tako kot pri Kristusu križu sledi vstajenje. Bartolomej je še dejal, da se ne smemo bati smrti, ne zla, čeprav je prisotno v našem življenju. Vsak je poklican, da po Kristusovem zgledu premaguje vse oblike zla, saj je ljubezen tista, ki vodi v življenje, je dejal patriarh. Zgodovina ne pripada človeštvu, ampak Bogu. Verski fanatizem ogroža mir v številnih predelih sveta, kjer celo dar življenje žrtvujejo na oltarju verskega sovraštva. Spričo takšnega stanja je sporočilo groba, ki prinaša življenje nujno in jasno. Ljubi bližnjega, drugačnega, pripadnike drugih ver in prepričanj. Papež Frančišek je pred začetkom nagovora poljubil roko patriarhu Bartolomeju in nato, tako kot patriarh, tudi sam spregovoril o sporočilu angela ženam. Prazen grob je kraj, odkoder se je začela širiti vest o Gospodovem vstajenju. Dobbiamo credere che come è stata ribaltata la pietra del sepolcro. Moramo verjeti, da so, kot je bil odmaknjen kamen od groba, lahko odstranjene ovire, ki še vedno preprečujejo polno občestvo med nami. Papež je zatem dejal, da med Jezusovimi učenci še vedno obstajajo razlike, a v 50 letih po apostolskem objemu Pavla VI. In Atenagore so bili storjeni pomembni koraki k edinosti, vendar je dodal, da sta nasilje in preganjanje po svetu prisilila tudi kristjane, da stopijo skupaj. L'ecumenismo del sangue, che possiede una particolare efficacia. Tam je rojen ekumenizem trpljenja, ekumenizem krvi, ki postaja nadvse učinkovit ne le tam, kjer do njega prihaja, ampak pred občestva svetnikov rodi sadove za vso cerkev. Tudi kristjani, ki so bili preganjani in ubiti iz sovraštva do vere, ne sprašujejo, če so pravoslavni ali katoličani, so kristjani in kri kristjanov je ista. Se sono cattolici, sono cristiani. Il sangue cristiano è lo stesso. Santità, amato fratello. Prvič sta tako papež in patriarh v javnosti molila molitev Oče naš, najprej v italijanščini in nato še v grščini. Po nagovorih sta se papež Frančišek in patriarh Bartolomej I. odpravila v notranjo svetišča, kjer se nahaja Božji grob. Spet sta tiho molila, sklonjena nad grobom in po molitvi po zgledu vzhodnih cerkva prižgala svečki kot znamenje Kristusovega vstajenja. V zadnjem delu ekumenskega bogoslužja sta pri svojih sedežih skupaj podelila blagoslov navzočim in po sklepni himni zapustila baziliko Božjega groba. Sledila je še skupna večerja s patriarhi, škofi in spremstvom obeh voditeljev cerkva.